Lepo pozdravljeni, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji. Najlepša hvala, da ste se odzvali našemu povabilu. Kot ste seznanjeni, je danes Nova Slovenija vložila zahtevo za razpis posvetovalnega referenduma na novelo zakona o dohodnini, ki smo ga vložili v parlamentarno proceduro 23. septembra. Cene gredo v nebo. Nekaj podatkov na letni ravni za september. Hrana in brezalkoholne pijače so se podražile za 14,4%. Tekoča goriva 44,1%, dizelsko gorivo 34,8% in bencin za 20%, trda goriva za 91,7%. Mleko je dražje za 20%. Moka je dražja za 25,5%, goveje meso za 18,5%. Kruh v Sloveniji še nikoli ni bil tako drag. Podražil se je za skoraj 19%. Pomoč ljudem, pomoč vlade ljudem in gospodarstvu v času draginje je po naši oceni nezadostna in prepočasna. S predlogom zakona o dohodnini v Novi Sloveniji stopamo na stran družin. Družina je po mnenju velike večine državljank in državljanov najvišja vrednota. Je temeljna celica naše družbe in ta celica mora v tej draginji tudi materialno preživeti. Z davčnimi razbremenitvami želimo povišati razpoložljiv dohodek slovenskih družin. Z zakonom povečujemo zneske posebnih olajšav za vzdrževane družinske člane. Povečujejo se za 14,9%, kolikor znaša skupna inflacija po projekcijah Umarja za letošnje in naslednje leto. Kaj pravzaprav prinaša posamezni družini ta naš zakon? Za par s povprečno plačo z enim otrokom 97 evrov na letni ravni. Za par s povprečno plačo z dvema otrokoma 147 evrov na letni ravni. In če ima družina 3 otroke, 235 evrov na letni ravni. Vlado sprašujemo, a je to preveč? A se lahko državni proračun oziroma države odpove družinam oziroma vzdrževanim družinskim članom in da to stane dejansko državo okrog 25 milijonov evrov? A nismo dovolj bogata država, da lahko teh 25 milijonov evrov pustimo državljankam in državljanom, slovenskim družinam? Aktualna vlada je otroške dodatke za naslednje 3 mesece dvignila od 20 do 130 evrov, ampak samo za družine, ki so upravičene do otroških dodatkov. Kruh in hrana se je podražila za vse družine. Je upravičenih za vse družine, tudi za tiste, ki so malenkostno presegle cenzus. Okrog 300 tisoč družin je upravičenih do otroškega dodatka, skoraj enako pa je število družin, ki do otroškega dodatka niso upravičene in bodo v teh težkih časih ostale brez kakršnekoli pomoči države. Cene hrane in vseh storitev gredo v nebo, dražijo se vrtci, šolske potrebščine, vladna pomoč za družine absolutno ni zadostna. S predlogom zakona o dohodnini, ki ga je vložila Nova Slovenija, bodo do višje olajšave za vse vzdrževane družinske člane upravičene prav vse slovenske družine. Za Novo Slovenijo je družina temelj družbe. V času draginje in gospodarske krize moramo najprej in izdatno zaščititi prav naše družine. In zdaj ključno vprašanje, zakaj Nova Slovenija vlaga zahtevo za posvetovalni referendum? Ta vlada v času najvišje draginje, inflacije in gospodarske krize dviguje davke in znižuje plače. Izgleda, da smo edinstveni primer, ki imamo takšno vlado, edinstveni primer na svetu. Vlada jemlje denar iz žepov ljudi in z visokimi davki
uničuje gospodarstvo. Referendum bo priložnost za to, da o tem opravimo široko razpravo in da ljudje povedo, če se s tako politiko strinjajo. Ali si želijo davčnih razbremenitev, da vsakemu v žepu ostane več, ali si želijo višjih davkov in več birokracije. Po mnenju Nove Slovenije je gospodarska in davčna politika te vlade povsem zgrešena. Avstrija je napovedala paket davčnih olajšav v višini 20 milijard evrov. Nemčija v višini 10 milijard evrov. Naša vlada niža plače in viša davke. Za celotno Evropo prihaja zahtevno obdobje. Zaradi aktualne politike te vlade pa bo zima v Sloveniji težja in bolj mrzla, okrevanje pa bistveno počasnejše kot v drugih državah Evropske unije. Povprečna plača, ki znaša dobrih 1300 evrov, bo naslednje leto nižja za 130 evrov. Če bi obveljala naša dohodninska zakonodaja, bi bila povprečna plača v letu 2025 višja za 1000 evrov. Ta vlada to rešitev odpravlja. Referendum bo tudi priložnost, da se opravi razprava o tem, kakšna bo družinska politika v naši državi. Skrbi nas zapis v koalicijski pogodbi, ki pravi, citiram, proučili bomo možnost nadomestitve sistema olajšav za vzdrževane družinske člane s pravičnejšim sistemom davčnega kredita. Konec navedka. Iz tega lahko sklepamo, da bi po nekem scenariju vlada enkrat v bližnji prihodnosti celo odpravila olajšavo, dohodninsko olajšavo za vzdrževane družinske člane. Ne vemo sicer, ampak koalicijska pogodba tako napoveduje. V Novi Sloveniji smo zaradi takšne formulacije zaskrbljeni, saj smo se v preteklih mesecih lahko prepričali, da politika aktualne vlade družinam ni naklonjena. Vsaka sprememba, ki jo predlaga vlada, pa ljudem iz žepov še dodatno jemlje. Nova Slovenija bo izkoristila vse demokratične možnosti, da ohrani obstoječo dohodninsko ureditev, ki vsem prinaša višje plače, torej višji standard. Ta vlada vodi v razredni boj proti srednjemu sloju. Ta vlada vodi razredni boj proti srednjemu sloju. Gre za napad na vse, ki v Sloveniji delajo in ustvarjajo. Vlada znižuje plače, zvišuje najemnine in dodatno davčno obremenjuje normirane samostojne podjetnike. Nova Slovenija bo ostala glas gospodarstva in kot glas delovnih in ustvarjalnih ljudi naredila vse, da te vladne namere preprečimo.